Dober dan, prisrčno dobrodošli na podelitvi nagrade Evropskega parlamenta Državljan Evrope. Državljani Evrope imamo v resnici kar nekaj izzivov, današnja nagrajenca pa kažeta, da jih lahko premagamo z znanjem, srčnostjo in s povezanostjo. Spoštovana nagrajenca, Kristina Modic, profesor dr. Samo Zver, dobrodošla in dobrodošli tudi vsi, ki nas spremljate v dvorani ali prek spleta. Za tematsko zanimiv in nadvse slavnosten uvod prosim zasedbo Magnetik, ki jo sestavljajo Lola Mlačnik, Jani Hace, Vita Kobal ter Drago Ivanuša, ki je prav za današnjo slovesnost ustvaril nekaj čisto posebnega. Pustite se presenetiti.
Zasedba Magnetik in izjemni Lola Mlačnik, Jani HC, Vita Kobal ter skladatelj Drago Ivanuša, ki je torej svojim avtorskim delom poskrbel za res imeniten uvod. Hvala lepa, da ste nas peljali na ta zdravniški pregled. Z vami bi šli še kdaj. In hvala lepa, gospod Ivanuša, da boste tudi govorec na današnji okrogli mizi. Izvolite, lahko že kar zasedete svoje mesto. Na okrogli mizi bomo opozorili na pomen dostopnega javnega zdravstva za vse. Naš dogodek bo torej najprej deloven, potem pa slovesen, ko bomo podelili nagrado Državljan Evrope 2021. In z veseljem predstavljam še ostale udeležence okrogle mize, enega torej že poznate. Z veseljem vabim na oder profesorja dr. Romana Jerala z Kemijskega inštituta. Dober dan, dobrodošli. Veseljem je, da lahko pozdravim publicista dr. Janeza Markeša. Dober dan. Na oder prihaja predsednik Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, dr. Jaka Cepec. Dober dan, dobrodošli. Takole sedežni red je določen. In evropska poslanka Tanja Fajon. Dober dan, dobrodošli. To je torej naše omizje, zelo zanimiva šolska ura razprave nas čaka. Gospod Ivanuša, kar pustite ta stol. Prvo vprašanje je namreč za vas. Začenjamo z vami, ker se je na nek način tudi z vami začelo. Februarja letos ste v sobotni prilogi objavili članek Koča strica plazmocitoma. V tem članku ste opisali svojo izkušnjo z zdravljenjem krvnega raka in članek končali s pozivom: kupite že to mašino. Po objavi tega članka je potem stekla akcija zbiranja sredstev, ki sta jo koordinirala naša nagrajenca. Zakaj, gospod Ivanuša, je ravno zdravstvo, sicer pregovorno, nekako politično pasivnim Slovencem, tako pomembno, da smo se aktivirali in zbrali denar, pa ne za eno mašino, pa kar dve? Ja, to je zanimivo vprašanje. Zakaj je politično pasivnim Slovencem zdravje? Glejte, zdravje je le ena kategorija, ki je na nek način malce posebna. Jaz bi recimo tle mogoče potegnil na paralelo z vodo. Ste videli, kakšen odziv je bil na referendumu za vodo, kjer se je aktiviralo ogromno ljudi, ki najbrž sicer niso politično, bi rekel, aktivni ali pa ne razmišljajo toliko o teh stvareh. Tako da mislim, da so ene kategorije za ljudi bolj pomembne, druge pa malo manj. To je en vidik, ki ga jaz tle recimo opažam in je na nek način samoumeven. Drugo je pa seveda malo bolj ideološke narave. Bi rekel, da živimo v enem čudnem času, ko mislimo, da smo se ideologije na nek način že znebili, da živijo v nekem postideološkem času. Hkrati pa mislim, da na nek način smo pa vse, da živimo v zelo izrazito ideološkem času. In kako bi rekel, ta akcija, seveda ne me narobe razumeti, seveda smo mi vsi zelo hvaležni, da so se ljudje v tako velikem številu odzvali in da smo v bistvu zbrali ves ta denar in te mašine, ampak na koncu koncev je to seveda naloga države. In jaz mislim, da je ta aktivacija ljudi v tem smislu podobna aktivaciji, kot če se spomnite tiste akcije, ki jaz nikoli nisem pravzaprav dobro razumel, akcije Očistimo Slovenijo. Mislim, za Boga milega, najprej pacamo, pa en dan v letu gremo vsi in to čistimo. Sej je hvale vredno, ampak razumete, v zadju tega se skriva zame nekaj ideološkega in podobno je zbiranjem denarja za zdravje. Se mi zdi, da živimo v času, ko posamezniki na nek način družbo dojemajo kot neko dost privatno pozicijo, se pravi, in se recimo pri temi zdravja se identificirajo, rečejo, Madonna, to pa tudi jaz lahko zbolim.
se pa ne identificirajo recimo, ko gre za neka vprašanja, ki so mogoče malo bolj univerzalna, se ne tičejo toliko posameznika direktno, tam pa odpovejo. Tako nekako. Krasno in tudi kar nekaj iztočnic za nadaljevanje razprave. Gospa Tanja Fajon, prav to, ljudje, ki že plačujejo davke, ki v bistvu so na nek način vzorni državljani, če lahko uporabim ta izraz, so samoiniciativno prispevali še nekaj denarja, kupili še 2 mašini. Ali to kaže na to, da institucije politične moči, ki upravljajo proračunski denar, svojega dela ne upravljajo zadosti dobro? Ja, zdaj meni je bila to zelo ena taka inspirativna akcija, ker so počeli tudi preko društva za zbiranje denarja, ni pa to nekaj, kar bi morala biti praksa. To pomeni, da v sistemu ne delujejo stvari, kot bi morale. Zdaj se bom tu navezala mogoče na izkušnjo marsikoga od nas, ko smo del javnega zdravstvenega sistema. Če nimamo te možnosti, moja izkušnja 20 let nazaj, da ko si bolan, če ne prideš do zdravnika ali če ne prideš do nekih dragih, v tem primeru tarčnih zdravil, ti svojega žepa tega ne moreš plačati. In to je danes tisto, ko govorimo o zdravju. Zdravje je pravica, zdravje je za vse. Ljudje morajo priti do zdravnika z nekimi enakimi možnostmi in to omogoča javni zdravstveni sistem. Zdaj, Slovenci smo znani, da znamo dobro organizirati dobrodelne akcije, si znamo solidarno stopiti skupaj, ampak to ni nadomestilo za neke sistemske luknje, ki pa so. Jaz tu sem vesela, da smo z eno tako akcijo, kot je tudi državljan Evrope, ene pozitivne zgodbe iz Slovenije, angažma ljudi uspeli tudi na en širši evropski parket predstaviti. Preveč slabega je slišati. In to so stvari, kjer se ljudje med sabo povežejo, tako kot so se pri referendumu za vodo. Voda je tista temeljna pravica, vsak želi dostop do vode. Enako je zdravje, brez zdravja nimamo ničesar. In tu ljudje so najbolj občutljivi in COVID je tudi razkril marsikak izziv, še več v zdravstvenem sistemu. Predvsem pa se mi zdi tisto zadnje, kar pa je ključno, ko tudi gledam doktorja Zvera in kolege okoli njega, je pa ta človečnost, ki jo pa vsi ljudje kot čustvena bitja, zlasti ko smo bolani, v nekem zdravstvenem sistemu potrebujemo. In če je ta zdravstveni sistem preobremenjen, da so zdravniki preobremenjeni, medicinske sestre, da jih ni dovolj, kar se nam zdaj dogaja, da smo mogoče pred enim novim kolapsom sistema, so to zelo resni izzivi. In tu jaz verjamem, da mora družba stopiti skupaj, predvsem pa politika dati pogoje, ustvariti te pogoje, da lahko zdravstveni sistem deluje. Ko izpostavljate te res enormne pritiske na zdravstveni sistem zaradi pandemije, dr. Jaka Cepec, vi predstavljate Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo. Koliko so po vaših spoznanjih v času pandemije prizadeti bolniki, ki jih zastopate? Tu se lahko predvsem zanesemo na besede profesora Zvera, ki opozarja, da je število pacientov, ki prihajajo k njemu bistveno manjši, kot so bili pred leti. Zdaj, nažalost, zagotovo samih bolnikov ni manj, ker to pač je nekaj, kar v naravi pride. Tako da več kot očitno je, da vsaj ta primarna raven, dostopnost do zdravstva, vsaj na primarni ravni je počepnila v zadnjih letih, to je jasno. In seveda, daleč od tega, da podcenjujem pandemijo in vse ostalo, ampak vendar je to popolnoma pozabiti na vse ostale, je pa tudi zelo resen problem. Nimam rešitve, ne vem, kako to urediti. Je pa res, da zagotovo bo ta pandemija imela bistveno širše posledice za zdravstvo, kot pa si morda zdaj s temi številkami znamo predstavljati. Tako da ja, to je zagotovo neizmeren problem, ne poznam pa rešitve. Sej se mi zdi prav, da ne govorite o številkah, ker je lahko že en bolnik, ki ni prišel preveč, tako da v bistvu ni bistveno številke, ampak dejansko opažate, da je tega manj in tudi člani društva na to opozarjajo. Morate iti 3 korake nazaj. Mi smo leta in leta vodili različne kampanje o tem, kako pravzaprav prepoznati sam pri sebi neke simptome, ki lahko kažejo neke prve znake bolezni. Tudi, kaj sem združenje Onkomen danes vodi kampanjo, kjer opozarja na te prve znake nekih rakavih bolezni. Zdaj, če smo desetletja opozarjali, kako naj mi pravi čas stopimo do zdravnikov, zdaj pa pravzaprav imamo tam še eno veliko bariero, je to čisto jasno pravzaprav, da smo, kar se tiče
preventivnega dela na področju raka zagotovo šli 16 korakov nazaj. Ne? Kljub temu, da zdaj ti programi, kot so SWIT in tako naprej, sicer delujejo, ampak na vseh ostalih področjih smo pa zagotovo šli veliko korakov nazaj. In tega ne bo moč nadoknaditi naslednjo pomlad, recimo, ne? Jaz sem sicer pravnik, ne zdravnik, ampak si predstavljam, da ne, da akutnih levkemij zagotovo ne moreš 6 mesecev kasneje začeti zdraviti, oziroma je verjetno, domnevam, možnost ali pa verjetnost uspešnega zdravljenja bistveno manjša. Profesor dr. Roman Jerala, nosilec častnega naziva komunikator znanosti leta 2020, res cenimo to, da ste se vedno znova pripravljeni izpostaviti, da neumorno razlagate v javnosti v zadnjem času predvsem o razvoju cepiv, o učinkovitosti cepiv. Danes imam za vas uvodoma malce drugačen izziv in vas prosim, če lahko na kratko razložite, kaj omogočajo te napredne tehnologije za zdravljenje raka, da bomo v bistvu tudi bolj razumeli samo nagrado konec koncev. Ja, seveda z veseljem najprej, če lahko samo čestitam današnjima nagrajencema, mislim, da res svojo izjemno energijo in tem humanizmom sta res zgleden primer za tovrstno nagrado in seveda z velikim veseljem smo podprli vso to akcijo. In zdi se mi, da bo ta akcija dosegla še več kot samo to, da bo prišle mašine. Ta akcija, jaz mislim, da predstavlja Sloveniji tudi neke vrste nukleus za to, da bomo razvili skupaj terapijo, da bomo Slovencem omogočili najmodernejše dostope do naprednih metod zdravljenja. Danes namreč se, lahko rečem, mirno dogaja revolucija na področju zdravljenja raka. Do neke mere so bile že te checkpoint inhibitorji, s katerimi lahko okrepimo dodatno imunski odziv. Gre pa za celično terapijo, s katero celice pacienta oborožimo tako, da prepoznajo rakaste celice in potem, ko jih vstavimo nazaj v pacienta, jih ciljano uničijo. Te terapije so se izkazale kot izjemno učinkovite, je pa seveda velik problem dostopnost. Torej, cena je precej visoka cena in z takšnimi napravami bomo omogočili dostop večjemu številu pacientov do zdravljenja. Predvsem pa je to šele prvi korak, torej zdaj gre za omejen nabor vrst raka, s katerimi zdravimo, ampak ta nabor se vedno širi. Jaz sem prepričan, da bomo s temi tehnologijami lahko bolj učinkovito zdravili, trajno zdravili. Tu ne gre samo za zamik, ampak zelo pogosto gre za neko trajno zdravljenje in mislim, da bomo na ta način lahko tudi izkoristili znanje v Sloveniji. Znanje je zelo veliko, tako na področju klinike, mislim, da klinični oddelek za hematologijo je zgleden primer res vrhunsko urejenega oddelka tudi na svetovnem nivoju. Po drugi strani imamo pa tudi nekaj področja, znanja z področja temeljnih raziskav, recimo sintezne biologije, s katerimi se ukvarjamo in tukaj mislim, da bomo lahko najdli nek presek, s katerimi bomo lahko omogočili res mogoče tiste najnaprednejše metode, ki komercialno še niso dostopne in jih pač hitreje in bolj dostopno pripeljali do pacientov. Kako to lepo zveni, ko povežete različne deležnike in ko vemo, da res delate skupaj za dober cilj. Morda samo na kratko, katere rake pričakujete, da bi lahko v bližnji prihodnosti že tudi zdravili na tak način? Torej, več vrst krvnih rakov, poleg teh, za katere je že sedaj dostopna terapija, torej mislim, da bo tudi mielomi, da že prihajajo, da so že odobreni, niso zdravila še komercialno dostopna, ampak sem prepričan, da ne bom preveč obljubljal, ampak saj preko osnovne konstrukte, s katerimi bi lahko to, recimo mielome zdravili, mislim, da jih lahko v roku 2 let pripravimo, potem pa seveda potrebna neka investicija v nek center, v katerem bomo lahko pripravili, torej tehnološko z primerno kvaliteto te reagente, da bodo šli lahko v paciente. Zelo verjetno pa se bo to razširilo tudi na druge vrste trdnih rakov, ki so zaenkrat še bolj trd oreh, ampak ravno torej danes smo imeli s kolegi, recimo spet smo nek članek razpravljali, mislim, da je zagotovo prihodnost v brezvirusni dostavi, na kateri tudi že pri nas delamo, ki bo omogočila, da bodo bolj ciljane, da bo bolj enaka kvaliteta, torej nabor teh rakov in tudi varnost tega zdravljenja se bo zagotovo širila in torej upam, da bomo v Sloveniji uspeli torej zbrati res tudi nekaj sredstev, pa tudi nenazadnje sodelovanje za to, da res to pripeljamo čim prej in čim boljši kvaliteti do pacientov. Znanstveniki boste svoje naredili, v to ne dvomimo. Dr. Janez Markelj, zdaj bi vas prosila morda za malce širši pogled. Veliko se bomo resnici na ljubo danes v tej okrogli mizi
sukali med marcem 2019 in novembrom 2021. Ampak če pogledamo širšo sliko, vi večkrat izpostavljate v svojih kolumnah, člankih, da bi privatizacija zdravstva lahko pripeljala do demontaže tega, kar je v Sloveniji najbolj dragoceno. Zakaj je za vas tako pomemben temelj socialne države, Bismarckova uvedba zdravstvenega sistema v 19. stoletju, se pravi kot nek civilizacijski mejnik, vztrajate pri tem mejniku? Zakaj? In kako ogrožen je ta mejnik po vašem? Hvala lepa za vabilo. Tudi jaz se pridružujem čestitkam obema nagrajencema. Pozdravljam vse kolege. V čast mi je, da sem tukaj. Fino mi je, da je tukaj ta tema, ki ste jo zdaj izpostavili, se mi zdi pa sploh osrednja in ključna. Če grem od zadaj, se mi zdi, da se v svetu in v razmerju do zdravstva vse vrti okrog denarja, kar je po svoje logično. Napredki na področju medicine, v raziskavi zdravja so seveda povezani z zasebnimi zavodi, z zasebnimi raziskovalnimi centri in to stane. In že Pfizer je en lep primer, ne, kako te dni smo prebrali, da so pač naredili 30 milijard dolarjev evrov dobička. V zadnjem času pozivi na to, da bi zadeve pocenili, se nekako ne obnesejo. To je realnost, ki jo pač treba upoštevati. Ne. Tempo, ki je narekovan, pač v tem smislu se mi zdi, da bi ga lahko na prvo žogo razločili pač med Ameriko in pa med Evropo, pač na ta način, da gre za dve popolnoma raznorodni ureditvi, ne, družbenih sistemih in v končni fazi gre za družbeni problem in to svetovno, globalno družbeni problem. Amerika je zasnovana, zdaj, ko bom govoril o Evropi, bom že izključil Veliko Britanijo ven, ne, zato ker Velika Britanija, govoril bom o kontinentalni Evropi, pač zato, ker kontinentalna Evropa ima nek popolnoma drug družbeni princip, kot ga recimo Velika Britanija, ki stavi v svojem liberalizmu pač na tenko državo. Čisto po politično-filozofski doktrini, če tako rečem. Ne. Medtem ko Evropa pa dejansko je vedno gradila na močnem družbenem kontekstu, deloma na vlogi države, na smiselnosti države, predvsem pa na koheziji neke družbe. Ne. V tem smislu smo v nekem socialdemokratskem momentu, če hočete celo rahlo rečeno v socialističnem momentu, ne v kompromitiranem smislu, ampak v tem smislu, ki vzpostavlja družbe in pa, ne vem, v nekem primeru celo nacije, ker konkretno slovenski narod se je vzpostavil na socialnem principu, ne? Ker je v zgodovini bil pač pripet vedno na nek odpor do tistih, ki so mu nekaj hoteli, in imel dvoje kulturo in je imel socialni moment od Kreka do Abditusa, potem v času socializma pri nas, ki je zelo vzorno uredil se pravi zdravstveni sistem, ne? Do neoliberalnega momenta, ki ga imamo zdaj, ki pa je v bistvu zelo naklonjen razgradnji zdravstva, kar je pa širši problem. To ne gre samo za to, da rečemo, rabimo nekaj več denarja, zdaj bomo pa, ne vem, evakuirali ljudi, da bodo zbrali določena sredstva. Tukaj se strinjam z kolegom, kar je prej povedal. To je nekaj, kar je treba sistematizirati, ugraditi v družbo in zadolžiti državo kot tako, ker pri nas država pač ima neko močnejšo vlogo kot v Združenih državah, kot v Ameriki, ne, je treba vprašanje na novo odpreti in vprašanje solidarnosti poudariti. No, zdaj smo pa pri odgovoru oziroma pri bistvu tega problema. Če izhajam iz slovenskega naroda ali pa slovenske države, postavljam pravzaprav trditev, da se slovenska država in slovenski narod demontira, če umanjka socialni princip. Definitivno. Se pravi, dejstvo, da smo do zdaj imeli izredno solidarno zdravstvo, je bistveno pripomoglo k našemu samopostajanju. Tako, če se majhen politično-filozofsko izrazim. Bistveno pripomoglo. In obratno, vdor neoliberalizma na ta način segregira družbo, vzpostavlja neke vzorce, ki so tuji prvič našemu prostoru in deloma tuji celo evropski zgodovini postajanja duha, če tako rečem. So bolj angleški, so bolj ameriški, nam so pa tuji, ne? Ampak zakaj gre? Prvo, kar je, recimo, že ko se pogovarjamo o razliki med javnim in državnim zdravstvom. Pogovarjamo se na vsiljen način, ne? Tukaj so prišle neke interesne skupine in so rekle, saj vi boste dobili svoje javno zdravstvo, ampak ni pa nujno državno zdravstvo. To je en zelo lep slepilni manever, ker področje javnega v prvič naši in evropski zgodovini ima nek svoj določen pomen. Javni prostor, a ne? Jaz delam pri mediju, konkretno pri Delu, ne?
ki figurira kot nek simbol časopisnega prostora. To je v 19. začetku 20. stoletja nekaj pomenilo. To se pravi, javni prostor in interes javnega prostora ima en družbeno-filozofski pomen, ki bi ga radi zabrisali s tem, saj je v redu tudi, če je nekaj zasebno. Saj je v redu, če je nekaj zasebno. Ampak izbrisati vse državno v imenu anglosaksonske tenke države v državah, ki imajo po tradiciji močno vlogo države, ki urejujo tudi javno šolstvo, javno zdravstvo, se pravi socialo, ki urejuje javni prostor kot tak, medijski prostor kot vrednoto, ne kot disperzijo nekih internetnih, instagramskih, youtubovskih in tako naprej policentričnosti. Ne? To ima eno strahovito vlogo, en velik pomen, ki ga v zadnjem desetletju, recimo, ne, slovenski prostor briše. In to je zelo narobe. Ne. In javno zdravstvo se mi zdi, da je zdaj nek zadnji branik, nek opomnik nečesa, kar je v Sloveniji bilo velika vrednota. In tukaj ne kaže iskati za ideologijo, na katero politično orientacijo je bila ta vrednota pripeta. To je vrednota, ki jo je preprosto treba prepoznati samo zase kot vrednoto, opolnomočiti pač to, se pravi, načelo egalitarnosti, se pravi, v zdravju smo vsi enaki. Ne more nekdo, ki plača več, zato dobiti večjo dozo zdravja. Zdravje je vrednota, ki jo mora država zaščititi kot univerzalno vrednoto. In to je ključ vsega. In se mi zdi, da odkar je Velika Britanija odšla iz Evropske unije, zdi se mi, mogoče se motim, da dobiva pač Evropska unija tudi več posluha za to in zelo bi bil naklonjen ideji, da Evropska unija podobno, ne, kot je pozidala katedralo in cerkev iz kapitala in rekla, vsi skupaj smo zdaj zadolženi, da rešujemo bančni sistem, ekonomijo in tako naprej, da reče, tudi naredimo si recimo to unijo, zdravstveno unijo, in jo izenačimo po vseh državah, ne, da bo recimo v Nemčiji eden imel tak standard znanja, v Romuniji imel pa samo tak standard znanja. Ne. Bi kazali na tem, ampak to, sem hotel reči, v kratkem, na dolgo, ne, sem zdaj to razpredel, se mi zdi, je ključno za razumevanje bistva, zakaj se je treba zavzemati za javno zdravstvo kot eno najvišjih vrednot. Krasno bi kar preverila ta vaš občutek, Tanja Fajon, se pravi, je zdaj več posluha za javne zdravstvene sisteme znotraj EU in kako bi lahko EU in države članice tudi povečale učinkovitost nujnih investicij v zdravstvo, da ne bi prihajalo do dodatnega razslojevanja. Predvsem se mi zdi pomembno spregovoriti tudi o učinkovitosti. Sej, če se spet navežem na doktorja Markeša, ja, vse se vrti okoli denarja in tudi kar precej denarja je v zdravstvu v resnici, ne? Ampak učinkovitost je pa še ena od bolečih tem, se pravi, preverjamo najprej ta občutek, potem pa če lahko še besedico dve o učinkovitosti. Zdaj, zdravstvo kot tako, zdravstveni sistemi so, kar zadeva Evropsko unijo, precej v domeni nacionalnih držav, torej v suverenosti, kako se izvajajo politike. Je pa COVID razkril velike ranljivosti. Zlasti, ko je šlo za dobavo cepiv, ko je šlo za izmenjavo zdravnikov, ko je šlo za prehode čez meje in podobno, se je zelo močno izrisala potreba, da se vzpostavi zdravstveno unijo. To je ideja, ki je že dlje časa bila v obtoku, mi smo veliko o tem govorili, zdaj je dobila prve res konkretne orise. Tudi predsednica Evropske komisije že pred časom v svojem nagovoru predstavila, zdravstvena unija bi v resnici nadomestila to, kar je bil manko neke podobne zdravstvene krize, ki je zajela Evropo, da bi se lahko izognili v prihodnje, pomagali tistim šibkejšim zdravstvenim sistemom, si omogočali boljšo harmonizacijo, ko gre tako za dobavo cepiv, ko gre tako za moderen dostop do najboljšega zdravljenja, izmenjave osebij, dobrih praks in podobno. To je zdaj v povojih. Ta potreba je, to ne pomeni, da bojo zdravstveni sistemi se evropsko harmonizirali, ampak želja je, da se vzpostavi večjo povezanost. Jaz mislim, da je to nujno potrebno, imamo zelo različne prakse po Evropah, bistveno
bolj moderne, kje zdravstvene sisteme v drugih državah. In ko gledaš z vidika bolnika, pacienta, ki pa je v osrčju zdravstvene politike, če tako gledamo, pa moramo zagotoviti vse, da ta isti bolnik pride tako v Sloveniji, kot mogoče v Skandinaviji, do najboljših možnih zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji. To pa je tisto, kar pravimo danes javni zdravstveni sistem. Jaz trdno verjamem, da je treba tudi v Sloveniji zagotoviti tako solidarnost, kot nadgraditi dostopen, kakovostni javni zdravstveni sistem. Ni prav, da ko govorimo ali o čakalnih vrstah ali podobno, da ljudje, ki imajo denar, lahko bistveno hitreje pridejo do zdravnika. Enako je lahko zelo sporno vprašanje zdravniki, ki del dneva preživijo na enem privatnem delu zdravstva, drugi del na javnem delu zdravstva. Tu moramo najti drugačne rešitve, kar pa zadeva moja izkušnja iz Evrope, ker sem bila sama bolnica in sem še, recimo belgijski sistem ali nemški sistem. Na koncu se mi zdi, da je v Sloveniji vsaj, kar zadeva stroko in zdravnike in hematologijo, ker mi je bolj poznano, da smo praktično res med vodilnimi. To, kar ste tudi, doktor Jerala, vi omenili, se mi zdi, da ko smo imeli možnost dostopa do najboljšega zdravljenja, je Slovenija bila tu res nekje zgled. Tako da jaz mislim, da kjer je le mogoče izmenjava dobrih praks, in to je ta tudi povezanost Evrope in zdravstvena unija, jaz upam, da bo to predvsem pa res močne investicije v znanost in raziskave. Ker vsako leto, ko se pogovarja s pacienti, dostikrat slišiš vsako leto, ko greš skozi neko težko bolezen, z razvojem znanosti, medicine, novih zdravil, imaš boljšo možnost preživetja. In lahko ti imaš danes zelo slabo prognozo, čez 5 let je lahko slika povsem drugačna. In danes pri pacientih z določenimi oblikami levkemije so to že ambulantno zdravljeni pacienti. Gospod Ivanuša, gospod Cepec, Evropska komisija je pripravila načrt za premagovanje raka, Europe's Beating Cancer Plan. Poznate najbrž, da večinoma to iniciativo. Številne stvari so tam izpostavljene, ampak osredotočila bi se zdaj na eno stvar, in to je, da le 3% zdravstvenih proračunov namenja Evropa promociji zdravja in preprečevanju bolezni. Doktor Cepec, že uvodoma ste izpostavili to, kako ste se prizadevali, da bi ljudje pravočasno šli k zdravniku, bili pozorni. Zdaj torej imamo dve težavi. Malo denarja plus še ta specifičen moment, da odlašamo obisk zdravnika. Imate morda še kakšno idejo, kako spodbuditi ljudi, da so vendarle pozorni? In še en izziv za vas. Pred časom ste izpostavljali, da so bolniki še vedno stigmatizirani, da se morajo še vedno boriti za svoje socialne pravice v kolesju, ki jim ni najbolj naklonjeno. Se je vsaj tukaj spremenilo? Veliko vprašanj. Zdaj, jaz bi vseeno, sem čisto na kratko, no. Ko govorimo o javnem zdravstvu, jaz vseeno mislim, da ne moramo čisto ostati, no. Da moramo deliti sistem, eno je vprašanje pravzaprav zdravstvenega zavarovanja, drugo je pa vprašanje ponudnikov zdravstvenih storitev. In pravzaprav tu stigmatizirati v smislu zasebne ponudnike zdravstvenih storitev, ki to počnejo v bistvu kot koncesionarja pa nekaj podobnega, je napačna pot, ne. Se pravi, in da pravzaprav edina rešitev so javni zavodi z javnimi storitvami, je, po mojem, ni nujno edina prava pot. Se pa strinjam v tem delu z sogovorniki pravzaprav, da nujno pa potrebujemo sistem javnega zavarovanja. To so zelo določene vprašanja v resnici, ne. In potem kupenih drugih vprašanj v zvezi z vrednotenjem tega dela in tako naprej, ampak ne bomo. Kar se tiče pravzaprav te evropske strategije, ja, dobra novica je, da je to, mislim, da 4 milijarde evrov denarja. Dobra novica je, da so izpostavili 4 ključne točke, ki so sicer klasične 4 točke področja raka, torej v bistvu so odkrivali toplo vodo, ne. Želimo hitro odkrivanje raka, želimo celostno oskrbo in tako naprej, vse, kar pravzaprav v Sloveniji že počnemo leta in leta. Če bo kaj od tega denarja prišlo k nam, super. Če ne, je to pač zopet ena strategija, ne. Po drugi strani pa ne smete pozabiti, ne, da sicer, ko smo se pogovarjali o znanosti in tako naprej, ne, Slovenci več kot očitno ne zaupamo znanosti.
Po zadnji raziskavi Evropske unije pravzaprav smo na zadnjem mestu, potem koliko zaupamo znanstvenikom, tako da karkoli poveste je brez veze, ker vam nihče ne verjame. Približno tretjina Slovencev misli, da to, kar počnete, je neetično, nemoralno in pravzaprav izhaja iz nekih partikularnih interesov, ki jih imate. Vse tudi sam sem znanstvenik, sem na področju zdravja, tako da zdravnikom itak ne zaupamo, pravnikom še manj, zaupamo samo trgovskim centrom pa mikropodjetjem. Pa gasilcem? Pa gasilcem, pri čemer mikropodjetjem zaupamo samo do takrat, ko počnejo stvari, ki niso tvegana. Namreč iz področja biznisa je stvar, da če obstaja kakršnakoli možnost, da podjetje ne bo uspelo, potem Slovenci menimo, da ga ne smemo začeti, skratka nismo podjetniško naravnani. Poprečen Slovenec sicer se veliko rekreira, kar je zelo dobro za zdravje, tako kažejo raziskave, hkrati pa relativno sorazmerno malo nameni za zdravje z vidika denarja. Sicer je res, da imamo obvezno zdravstveno zavarovanje, pa obvezno dodatno zavarovanje, ampak v odstotku dohodka, ki ga Slovenec nameni za zdravje, smo relativno nizko, pri čemer zdravilo v Nemčiji običajno stane isto ali pa manj kot pri nas. Naš BDP je bistveno nižji, kot je v Nemčiji, tako je težko pričakovati. Mislim, to je relativno iluzorno pričakovati, pravzaprav isti efekt za 3-krat manj denarja. Poleg tega pa več kot očitno nikomor ne zaupamo, razen internetu, kar sicer dobro, zdaj raziskave kažejo, da je to problem zaupanja pa tega vzhodnega bloka in tako naprej. Sicer moja žena ima po mojem boljša rešitev, ona pravi, da smo pubertetniki, torej da smo nekako ustali v puberteti in da pravzaprav način te agresivne komunikacije z državljani ne more delovati, ker smo pubertetniki in pač se za nalašč postavimo proti, tudi je to absolutno neracionalno. Kar hočem povedati je, da vsaj z področja, s katerega mi prihajamo, jaz mislim, da naši rezultati zdravljenja ali pa pravzaprav to, kar smo društva počela 10-20 let, društva na področju raka so vse v Sloveniji močno na vseh vrstah rakov in pravzaprav to zaveščanje, ki ga počnemo leta in leta in leta in vse te brošure, gradiva, spletne strani, forume in vse, kar pravzaprav počnemo, je zagotovo pomembno. Kar tiče pa socialnih pravic, pa mislim, da pravzaprav bolniki z rakom niso toliko stigmatizirani, kolikor preprosto so prepuščeni sami sebi. Pa bom povedal, zakaj. Pri nas sistem, sicer socialne države, gradi na ideji, da sicer imaš en kup enih pravic, ampak da moraš najti ta pravi obrazec, da moraš najti ta pravi urad, pa ta pravi naslov, kam moraš to poslati. In ko smo mi pred leti odprli recimo forum za pravno pomoč bolnikov z rakom, ki je bil brezplačen forum, kjer pa so zdravniki spraševali, kaj lahko naredim, kakšne so moje pravice, vedno je bilo vprašanje, pravzaprav, kaj mi pripada. In to vprašanje je prihajalo iz tega strahu, da boš pravzaprav nekaj zamudil, kar bi lahko dobil. In v resnici v pravi socialni državi moraš imeti obraten sistem, torej v bistvu, kjer je država aktivna. Torej, kjer ti priješ, mi rečemo temu vse na enem mestu, podobno po vzoru podjetniku. Torej, če danes prije podjetnik na točko spot, ima tam izjemno izobražene posameznike, ki imajo res veliko znanja in ki ti pojejo vse, kaj je SP, kaj je DO, kaj je razlika, kaj je to, kaj je ono, kaj je socialno zavarovanje, kaj so davki, skratka, tako full service, ki ga plača država. Če pa ti zboliš za rakom, greš naenkrat na bolniško in to ono, pa nimaš tega servisa, nimaš nekoga, ki bi ti aktivno povedal, kaj so pravzaprav tvoje pravice, kakšne so tvoje možnosti in kaj se ti bo zgodilo čez 6 mesecev. Meni se zdi nerazumno, da nekoga, ki je, zboli za rakom, recimo za rakom dojke, v bistvu po enih 3 mesecih istega akutnega zdravljenja, potem nima nekega načrta prihodnosti, kaj se bo z njim zgodilo čez 1 leto, čez 2 leta, čez 4 leta, kaj bo rekel njegov delodajalec, kaj bo reklo pokojninsko zavarovanje, kaj bo reklo zdravstveno zavarovanje, skratka. In če tega nimaš, ko si prepuščen sam sebi, pa še ne zaupaš sistemu, potem je to kaos. Najbolj boli pa pravzaprav odgovor teh dveh velikih zavarovalnic, torej SPIZ-a pa ZZS-ja, ki je na to našo pobudo odgovorita, kako si pa vi to predstavljate, doktor Cepec, da bi en naš zaposlen znal pacientu odgovoriti, kaj so njegove pravice. Mislim, ta odgovor je pa nor, kako pa naj pol jaz to vem. Jaz sem 15 let izkušen s tem delom, moj oče je bil socialni sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani, se je dnevno s tem ukvarjal, pa sva skupaj včasih imela težave pomagati ljudem. Kar hočem povedati je, da očitno je sistem pač ni ok zastavljen. Ja, kar nekaj stočnic, gospod Jarala, seveda boste dobili možnost replicirati, ampak najprej bi preverila pri vas, gospod Ivanuša. Se pravi, ja, to pošiljanje od enega do drugega, od Poncija do Pilata, pa po možnosti včasih je bilo treba še vse osebno priti in oddati te obrazce. Kakšne so bile vaše izkušnje s tem? Ja, jaz ne vem natančno, o čem vi pravzaprav govorite, ker mislim, hočete reči,
da je načrt za prihodnost, da ni narejen za pacienta, kako, če sem prav razumel. Ne, več segmentov. Prvi segment je, kaj pravzaprav v trenutku, ko zboliš, če si samo zaposlen, to je še relativno enostavno. Ne? Če si samo zaposlen. Ker veste kaj, da ne boste zdaj vsega ponavljali. Ne? Bolj hočem reči, da jaz imam dobro izkušnjo. No. Sorry. Jaz, v bistvu, jaz sem bil pozitivno presenečen, ko sem zbolel, kako na nek način je to zdravljenje steklo, kako so se stvari nekako uredile. Je seveda to zoprnija huda, ne? To se moramo zavedati, da je to zoprno, ne? Da je to neka sprememba v življenju, ki zelo zareže in se človek mora pač nekako znajti, ne? Ampak nisem doživel kakšne sistemske, bi rekel, težave v tem smislu, da se kaj ne bi dalo urediti. Ne? Sploh, ko sem enkrat vstopil v zdravstveni sistem, ne? Se pravi k hematologom, ne? Se mi je zazdel in še zmer se mi zdi in še zmer to doživljam tako, da je to bil v bistvu en zelo utečen stroj, ki je deloval. Se pa seveda strinjam in opažam določeno erozijo tega sistema. Ne. Je pa to zelo različno seveda bi rekel, od panoge do panoge, ali kako naj rečem. Recimo hematologi so izjemno natančni, izjemno strokovni in roko na srce zelo malo je zasebnih hematologov. A je kakšen sploh zasebni hematolog. Ne? Moram reči, da ne, je tle recimo, pa ker nisem ravno izvedenec za rekel zdravstveno politiko in tako naprej, samo eno stvar opažam, ne, apropo zasebno javno, ne, da v bistvu zasebno se konča tam, kjer se v bistvu ta zelo akutni javni interes izkaže v smislu recimo epidemije. Ne. Jaz ne razumem, zakaj zasebniki ne ponudijo svojih kapacitet, če je taka kriza z javnimi s posteljami in z intenzivo. A ne? Mislim, se mi zdi, da zasebniki na nek način delujejo do točke, ko se jim to splača, sicer pa mogoče testirajo pa cepijo. Ne me narobe razumeti, nisem absolutno razumem pozicijo in se strinjam, da seveda je to del našega sveta in tako naprej, ampak sam hočem opozoriti na ta mali detaljček, ki mogoče ni zanemarljiv. Drugače imam pa jaz zelo dobre izkušnje, mogoče, sam še to dodam, mogoče je res različno na kakšnih drugih področjih, kar se tiče kakšnih manj mogoče dramatičnih, bi rekel, bolezni, ne. Zamenjava kolka, ne vem. Mislim, da gospod Cepec ni govoril o zdravstveni obravnavi, ampak potem o bolniški, o tem, ali lahko delate za polovični delovni čas in podobno. No, jaz sem to uredil relativno zlahka, ampak mogoče so se stvari zdaj spremenile, ne vem. Tako da njemu je treba zaupati, ker se s tem ukvarja. Ja, o vprašanju zaupanja profesorja Rala, ne le, da ne zaupamo znanosti, izsledki raziskave Barometer iz septembra 2021, se pravi dokaj sveža, razkrivajo, da 60% vprašanih v državah članicah meni, da evropske raziskovalce prehitevajo kitajski, ameriški in japonski kolegi. Se pravi, ja, da niste niti več med top 3, ne? Tudi bronaste medalje več ne. Je res, oziroma kaj vi vidite dobrega, pozitivnega v evropskem pristopu k znanosti? Ja, glede tega moram reči, da se strinjam. Sicer mislim, da to ni vprašanje, na katerega bi odgovarjali v anketah, ampak bi mogli strokovnjaki povedati. Ampak ravno za to področje, kar te celične terapije, recimo, če gledamo, Evropa zagotovo zaostaja. In tukaj le moram reči, da v tem evropskem programu za rak pogrešam nekoliko večji poudarek ravno na novih tehnikah zdravljenja, na podpori razvoja teh tehnologij. Če pogledamo samo recimo klinično testiranje za CAR-T celice, je Evropa daleč za ZDA in Kitajsko. In za Kitajsko je zadaj celo glede na prebivalca. Ne? Pa vemo, da ima Kitajska bistveno večje število prebivalcev. Torej na teh področjih, kakorkoli se z gospodom Markešem povsem strinjam glede anglosaksonskega pristopa, pa je Velika Britanija država, ki je pa zelo odprta za te napredne tehnologije. Mislim, da to bo
v Evropi nam manjkalo oziroma nam manjka še doslej. In mislim, da bi bil tukaj potreben bolj proaktivni pristop. Spomnimo se ne nazadnje, ko je bila osnovana ta sedanja Evropska komisija, je trajalo več pritiska in nekaj časa, preden se je beseda znanost sploh pojavila v resorju, kar pomeni, da Evropska komisija očitno ni pripoznala znanosti kot tako pomembne, da bi jo posebej omenili. Ravno podobno se sedaj dogaja pri tem konzultaciji Evropi. Znanosti praktično ni, kar moram reči, da tega res ne razumem, ker ne nazadnje smo v globalni tekmi, če hočemo ali ne, z celotnim svetom tehnološko. Vidimo, kako Kitajska, ZDA investira v znanost, v tehnologije. Če Evropa ne bo imela naprednih tehnologij, mislim, da bomo tudi težko prebivalcem Evrope zagotovili tak standard življenja in ne nazadnje tudi zdravje, ker predvsem je to področje, na katerega mogoče sem bolj občutljiv, ravno te napredne tehnologije, kjer je v Evropi, jaz mislim, dovolj precej znanja tudi za razvoj tega, ampak seveda manjka pa še več investicij, povezovanja in seveda tudi translacije. Kaj pa vprašanje zaupanja oziroma nezaupanja? Kako vi to dojemate? V znanost, jaz kljub samo ne bi te ankete vzel tako zelo resno z temi številkami. V prejšnjih letih mislim, da se v Sloveniji zaupanje v znanstvenike ali v znanosti je bilo nekoliko večje. Moram pa reči, da se prizadevam že dlje časa, da bi znanost dobila večje mesto v medijih. Recimo že dlje časa navijam za to, da bi recimo v dnevniku televizijskem posvetili pa 30 sekund ali pa 2 minuti za neko znanstveno temo. In mislim, da je bilo prav, da bi bili ljudje konstantno eksponirani. Mislim, v znanosti je izjemno zanimiva. Se zna, vsak dan ni nobenega problema, da predstavimo neke znanstvene, tehnološke zadeve. Tako pa mislim, da smo bili ljudje eksponirani vse čas tem zgodbicam, časopisi kot Ona in podobno, vitaminčki, pa zaupanje, jaz poznam moj imunski sistem in podobne subjektivne presoje, in ljudje so izgubili kompas. Tukaj dejansko ne vejo, kaj je dejansko vsebina, kaj je virus, kaj je infekcija, ampak so prepričani v to, da če jaz nekaj mislim, in to je pa tista zadeva, ki bi jo, jaz mislim, vsaj za nekoliko večjo promocijo znanosti in seveda na zanimiv način povečali in bi na ta način tudi povečali zaupanje v znanosti, ker ne nazadnje epidemija je tukajle, pa bo šla, ampak bojo prišli drugi izzivi človeštva in če ne bojo ljudje verjeli v dokaze znanost, potem se bojim, da bodo tudi odločitve podobno slabe, kot so bile ob tej epidemiji. Spoštovani udeleženci okrogle mize, zdaj vas opozarjam, da ura 5 do 12, se pravi 5 pred 12, skrajni čas za ukrepanje. Za nas pa to pomeni, da počasi tečemo zadnji krog. Gospod Markeš, z vami bom začela te sklepne komentarje, se pravi vse zdaj prosim za res kratek sklepni komentar. Velikokrat se kot neka čudežna rešitev ponuja javno-zasebno sodelovanje v zdravstvu. Kako vi gledate na to? Ja, se na to bilo že odgovorjeno. S kolegi smo odgovorili, da ključno se mi zdi to, da znamo razločiti na to, kaj znanost je in terja. Znanost absolutno mora dobiti svojo potezo, svojo prioriteto in to ni zdaj bistveno v katerem vzorcu, kar se znanosti same tiče. Se pa strinjam, da so liberalne države, napredne države glede tega bolj progresivne, ker delajo na inovacijah, delajo na samoiniciativnosti in delajo na učinkovitosti. To gre skupaj z družbenim vzorcem. To je dejstvo. Tisto, kar pa je pomembno, je pa to, kar znanost zmore in zmore vedno več, in mislim, da je treba dejansko znanosti dati potezo, da bo še več zmogla, da prelijemo v dostopnost na ravni nacionalnih sistemov oziroma supranacionalnih sistemov. Supranacionalni sistem je Evropska unija. V tem smislu, ampak to gre za dve popolnoma ločeni stvari. Ne gre za eno in isto stvar. Iz tega lahko potegne samo sklep, da glede na to, da je dostopnost do zdravja na ravni znanosti vedno višja, pomeni, da bo zdravje vedno dražje in da se bo zdravstvo vedno bolj dražilo. Mi se moramo torej pogovarjati o tem, kako bomo prišli do več denarja za to, da bomo zagotovili sistemsko rešitev in tu naprej se začne družbeni problem. Nekaj o tem je bilo v Sloveniji povedanega, moje reference so dr. Keber in dr. Jože Menzinger, kako zagotoviti solidarni prispevek za tiste, ki zaslužijo
več, da prispevajo več in tiste, ki zaslužijo manj, da prispevajo manj. Mi imamo neko uravnilovko točno tam, kjer je ne bi smelo biti. Treba je pa dejansko vzgojiti ljudi do zaupanja, do znanosti in do tega, da bomo zdravje dobili več. Kot rečeno, druga plat te medalje je to, da bomo to znanje in to znanost prelili v uporabnost za široke množice, ker mi si to še lahko privoščimo. Medtem ko revni svet si tega ne bo mogel več, Amerika si tega ne more več privoščiti. V Ameriki imate tako nizko stopnjo zdravstvene zaščite, če resno zbolite, boste umrli. Če si roko zlomite, če niste pravilno zavarovan, boste plačali $50,000, če jih nimate, boste pa zlomljeno okrog hodili. Slovenija ta standard ima in da se vrnem, s tem zaključujem, ne, ena velikih nevarnosti v Sloveniji, ni glavna nevarnost seveda, ampak ta mentaliteta, da lahko zdravje postane biznis zasebnikov, ki javnemu zdravstvu prepuščajo vse zapletene, drage primere in raziskave, oni pa z enostavnimi testiranji lahko pobirajo milijone, ne? To je popolnoma napačen koncept. In poskušajmo biti v tem smislu, bom rekel po partijsko, tako zavedni državljani, ne? Da poskušamo ohraniti javni prostor kot prostor enakopravnosti, enakovrednosti, s tem pride potem pa svoboda in bratstvo, če se izrazimo v terminih francoske revolucije ali kakorkoli. Ne smemo nasesti na čeri, da rečemo, da tisto, kar je pač državno ali pa javno, tudi če je nekoliko bolj zaostalo, ne, je v nasprotju z razvojem znanostjo. Ni res, ne. Gre pa tako, ne, dejansko tiste države, ki so bolj kompetitivne in liberalne, bodo vedno imeli boljšo znanost, zaradi tega, ker je to v njihovem konceptu. Ampak to ni zdaj tema razprave. Tema razprave je to, da moramo to dvoje združiti v enoten socialni sistem, in to je moja poanta, da Slovenija te vrednote, ki jo ima zelo dobro zapisano in jaz se strinjam, pri nas zdravstvo deluje, res deluje, mislim, ima svoje težave, ampak v svetovnem merilu deluje, tega ne smemo zapraviti. Doktor Jaka Cepac, kako naj ne zapravimo tega? Se pravi, niti ne vem, da smo na poti, da bi to zapravljali. No. Se mi zdi, da se o tem veliko pogovarjamo. Tako da v bistvu ne vem. Mislim, jaz teh strahov nimam, no, kot jih imajo kolegi. Ne. Jaz teh strahov nimam. Jaz mislim, sam ponavljam, kar sem že povedal. No, pač, po mojem je treba jasno ločiti med sistemom financiranja zdravstva pa med sistemom izvajanja storitev. No. Tu to demonizirati se mi ne zdi potrebno. Ne. Poleg tega, ko smo že pregovorili o Evropski uniji, ne, tudi ena tipična stvar, kjer imamo zelo malo znanja Slovencija. Ne, pravzaprav, saj na primarni ravni, ne, lahko storitve relativno enostavno dobivamo tudi v tujini, ne, pa se o tem relativno malo pogovarjamo, pa zelo malo zavedamo, pa je to ena izmed tipičnih pravic, ki jih kot državljani Evropske unije imamo. Ne. Tako da to je tisto, kar sem prej govoril, da malo poznamo svoje pravice. Ne? Ker če svojih pravic ne poznaš, pa jih moraš aktivno zahtevati, je to problema. Ne? Zdaj, gospod Ivanuša je pač zelo izobražen in razgledan človek in mu to ni problema. Ne? Sam večina ljudi pa pač ni takšnih. Ne? Tako da naše vprašanja, ki so bila sicer morda za večino zelo enostavna, so dosegale po 50,000 ogledov. Torej 50,000 ljudi je zanimalo, kako pravzaprav zdaj se pravilno obrniti na invalidsko komisijo in kakšna je razlika med tvojim položajem, če si delno invalidsko upokojen ali pa če si v bolniškem staležu. Ne, se pravim, to morda za doktorje znanosti ni tako hud problema, ne, medtem ko za 90% ljudi je pa to bila nerešljiva uganka. Krasno, hvala za to. Tanja Fajon, solidarnost oziroma kako iti na pot tega, da bi tisti, ki zaslužijo več, plačevali več? No, tu se strinjam to, kar je tudi rekel kolega Markeš. Ne? Tisti, ki plačujejo več, bi seveda pričakoval, da tisti, ki zaslužijo več, da bodo več prispevali v neko skupno zdravstveno blagajno. Po neki progresivni logiki vsekakor, ampak jaz izhajam še enkrat iz tega, ne? Bolnik je tisti, ki je v ospredju in bolnik ima to pravico, da ima zdravje, kar pomeni, da mora priti enako do zdravnika, enako do najboljših metod zdravljenja. Zdaj, jaz lahko rečem, da skozi zdaj 20 let, sama sem bolnica hematološkega oddelka, pa sem imela, zakaj to poudarjam, izbiro,
ker sem v evropskem zdravstvenem sistemu, da bi lahko izbirala in zdravstvo in zdravnika v Belgiji ali v sosednjih državah. Vedno sem ustrajala doma, ker sem imela enake priložnosti. Od takrat, ko smo bili poskusna skupina tarčnih zdravil, do obravnave, torej zdravstvo kot tako, stroka kot taka, bi jaz rekla, je na precej dobrem nivoju, mogoče zavidljiven za marsikoga. Drugo pa je, kako je organiziran zdravstveni sistem. In tu pa vidim veliko pomanjkljivosti, boljša organizacija zdravstvenega sistema, večje investicije v zdravstvo kot tako in pa seveda v znanost. Na znanost pa na koncu najbolj prisegam, ker znanost je tista, ki nam pa vsako leto bolnikom in medicini in stroki omogoča, da lahko zdravimo težke bolezni. Jaz bi imela to eno vprašanje za doktorja Jeralo, slučajno. Sem v parlamentu, ko smo oblikovali strategijo za boj proti raka, prišla skupaj v sodelovanje z medicino in stroko Švice in zahodnoevropskih držav, ki so močno spodbujali radioaktivno sevanje, radionuklidno terapijo, ki občutno zdravi moško rakovo obolenje, prostato, pa zdaj mogoče še kakšno drugo. Vem, da so v Sloveniji tu začeli biti neki poskusi, ampak to pomeni izdatne stroške, novo medicinsko opremo, dodatno urjenje kadrov, ker je to radioaktivno sevanje, ampak uspešna terapija. Ne vem, kako Slovenija, koliko znanost tu spodbuja to, ampak bi me v priliki zanimalo, zato pristajam na znanost, ker se mi zdi, da ta nam rešuje življenja. Če ste za to, da kar na kratko odgovorite. Ja, lahko, to sicer ni direktno moja domena. Mislim, da je tukaj šlo za inicijativo, da bi uporabljali protonsko terapijo. Kot vem, ni bilo pravega posluha in nazadnje sem slišal, ampak ne bom zdaj govoric naokrog širil. No. Poglejte, spet nisem zdravnik, je seveda terapija z izotopi oziroma obsevanjem pomembna, ampak izkaže se, da pod črto na koncu je imunski sistem tisti, ki je bistven. Za kemoterapijo, za radioterapijo na koncu so celice imunskega sistema tiste, ki se aktivirajo in ubijo raka. Ne bom rekel, da je samo to zveličavno za določene oblike raka, predvsem za trdne rake je seveda to ključen pristop, ampak na koncu jaz mislim, da bomo na koncu prišli na imunoterapijo. Gospod Jerala, če želite še kaj dodati kot sklepno misel, ali ste zadovoljni s tem izzivom? Ja, glede znanosti pač poudarjam vedno in povsod, da znanost je pomembna in mislim, da je prav, da ima večjo vlogo v družbi in je prav, da se vsi zavedamo oziroma spremljamo znanost in ne nazadnje. Znanost je pomembna zato, da imamo informirano odločanje in tukaj velja predvsem za odločevalce, da dejansko razumejo, kaj je znanost, kaj je stroka zadaj, ki ni vedno enotna in tukaj mogoče v širši javnosti so ravno problemi pri tem razumevanju, ker se slišijo nasprotna mnenja, ampak seveda, če je 99% znanstvenikov meni, da cepiva delujejo in glede virusa in se najde nekaj posameznikov, ki so iz raznih razlogov menijo drugače, jaz mislim, da je tukaj, da najbrž ni potrebno posebej ugibati, kaj je dejansko, čemu je smiselno, da verjamemo. Hvala lepa, Drago Ivanuša, z vami končujem. Kupite že to mašino, s tem smo tudi začeli. Poziv, ki je bil res zgovoren. Kaj mislite, da si bodo odločevalci zapomnili iz te akcije, če sploh kaj? Ja, po izkušnjah do zdaj si ne bodo najbrž kaj veliko zapomnili, nažalost. Ampak vseeno dajmo gojiti nek optimizem, ker se mi zdi, da vse to, kar poslušam in okoli zaupanja v znanost in tako naprej, jaz mislim, da z neko vzgojo in z nekim dobrim pristopom, z neko dobro komunikacijo, kot je tlele profesor Jerala, vedno dober, vedno ga radi gledamo in poslušamo, zato ker nam približuje to znanost in tako naprej. Jaz mislim, da se to mora začeti že zgodaj in da je to res projekt vseh nas, da dvignemo ta nivo, kar bo potem boljše.
In gremo na boljše. Hvala lepa vsem za zanimivo razpravo. Vsaka tema je bila tako obsežna, da bi lahko posvetili novo šolsko uro, ampak verjamem, da smo na nekaj stvari vendarle opozorili. Zdaj vas prosim, gospod Ivanuša, če se lahko kar presedete na drugo delovno mesto in se pridružite zasedbi Magnetik. Ja, zelo dobesedno se boste torej presedli. Hvala lepa, spoštovani Tanja Fajon, dr. Janez Markeš, dr. Jaka Cepec in profesor dr. Roman Jarala. Najlepša hvala. Ja, mi smo bili pa že uvodoma navdušeni nad zasedbo Magnetik in nad inovativnim pristopom, ki so ga vnesli v ta naš prostor, in verjamem, da nas boste tudi tokrat razveselili in tudi pripravili na drugi slavnostni del današnjega druženja. Izvolite.
lepa zasedbi Magnetik. Obe skladbi, ki smo ju slišali danes, sta avtorsko delo Draga Ivanuše, prav za to priložnost in kot poklon nagrajencema, prejemnikoma nagrade Državljan Evrope. Nagrado, hvala lepa. Nagrado Evropski parlament podeljuje od leta 2008 v vseh članicah Unije izjemnim Evropejcem in Evropejkam za dosežke, ki so konkreten izraz vrednot iz listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Spoštovani, nagrado Državljan Evrope 2021 prejmeta Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, ter dr. Samo Zver, internist in hematolog, predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Nagrajenca sta danes tu z nami. Nagrado bosta prejela čez nekaj trenutkov, najprej pa dovolite kratko utemeljitev. Nagrajenca Kristina Modic in profesor dr. Samo Zver požrtvovalno z uspešnimi akcijami, strokovno komunikacijo in empatijo že vrsto let skrbita za moderno zdravljenje hematoloških bolnikov. Povezala sta slovenske strokovnjake in znanstvenike ter osveščata o pomenu pravočasne dostopnosti zdravljenja za vse. Njuno delo je odličen primer sodelovanja stroke z bolniki, solidarnosti, kot tudi zgled za aktivno državljanstvo, zagotavljanje temeljnih vrednot in pravic, vključno zdravstveno oskrbo za vse. Nagrajenca sta spomladi organizirala akcijo zbiranja sredstev za nakup sodobnih aparatur za izvajanje nove tehnike celične terapije, kar bo mnogim bolnikom s krvnim rakom in limfomom omogočilo edini možni način zdravljenja in preživetje. Tudi njunim prizadevanjem se lahko zahvalimo za nove prostore kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, ki so preprečili marsikatero smrt v procesu zdravljenja najzahtevnejših bolnikov s krvnimi raki. Zagnala sta kampanjo Daj se na seznam, ki je v nacionalni register prinesla 4000 novih darovalcev krvotvornih matičnih celic in sodelovala v prvem tovrstnem programu rehabilitacije Skupaj na poti do zdravja, ki bolnikom s krvnimi raki brezplačno zagotavlja redno celostno rehabilitacijo. Pandemija COVID-19 ima katastrofalne učinke na boj proti raku, enega od stebrov Evropske zdravstvene unije, in na bolnike z rakom. V času pandemije je bilo namreč postavljanje diagnoz zapoznelo, dostop do zdravljenja pa otežen. Pri zdravljenju raka obstaja med vzhodnimi in zahodnimi članicami EU še vedno zelo velik razkorak. Zagotavljanje znanstvenega napredka in najbolj modernih metod zdravljenja pa je ključnega pomena, da bi se ta razkorak zmanjšal. Tudi zato sta zaslužna naša nagrajenca. Nagrado oziroma medalji bosta prejela čez nekaj trenutkov. Še prej pa poglejmo sporočilo, ki nam ga je poslala evropska poslanka Irena Joveva, ki je danes z nami nadaljavo, ker je sicer na porodniškem dopustu. Pozdravljeni. V ogromno čast mi je, da vas lahko danes nagovorim, sicer virtualno, ampak vendarle. Predvsem pa mi je v čast, da lahko čestitam nagrajencema Kristini Modic in profesor dr. Samu Zveru za osvojeno nagrado Državljan Evrope 2021. Organizirala sta tako zelo uspešno akcijo zbiranja sredstev za nakup aparature oziroma na koncu aparatur za napredno zdravljenje raka, da sta, če se ne motim, pravzaprav konkretno presegla prvotni cilj, ker ste na koncu prišli do 2 naprav. In spomnim se vseh tistih medijskih prispevkov in spomnim se tega, kako smo kar naenkrat vsi vedeli, kaj je kar te celična terapija. Predvsem se pa spomnim, kako smo kot že tolikokrat v teh primerih stopili skupaj. Tudi sama imam namreč vajno zahvalo, čeprav se v bistvu moram jaz zahvaliti vama, ker nam manjka takih v tem današnjem svetu, veste. Zato hvala, ker sta, hvala, da sta tako srčna, hvala, da se tako borite za te
bolnice in bolnike. Res moj poklon. In res mi je zelo žal, da vama ne morem čestitati v živo, toda moj razlog za odsotnost je upravičen. Težek je 7 kg, star je 4 mesece in pol, ne moram vam ga pa pokazati, ker trenutno spi. Če ne bi spala, bi se zagotovo oglasila brez skrbi. Samo na kratko bi rada še spregovorila o aktualnih razmerah, ker je pandemija res razgalila že obstoječe vrzeli v naših zdravstvenih sistemih. V tem času je bilo namreč opravljenih 100 milijonov presejalnih testov manj kot običajno, s čimer so povezani tudi žal zaostanki pri diagnozi in zdravljenju raka. Zdaj pojavnost raka se pri nas povečuje in ta grda neumna bolezen, ki ima vrsto različnih obrazov, se nažalost pojavlja v vseh starostnih obdobjih. Zato je ključnega pomena zgodnja prepoznava simptomov, posledično pa seveda čim prejšnja postavitev diagnoze in pravočasen začetek zdravljenja. To so tisti ključni momenti, ki obolelemu pogosto ne samo rešijo življenje, temveč pripomorejo tudi k ohranitvi njegove kakovosti, zato ker vemo, pri raku res vsaka minuta šteje. Trenutni izzivi nas medtem učijo, da sodi obvladovanje raka med prioritetne zdravstvene politike po vsej Evropi. Zato je vaša akcija hkrati pomemben prispevek k uresničevanju tega evropskega načrta za boj proti raku. V Evropskem parlamentu sem sama članica posebnega začasnega odbora za boj proti raku in si tudi na ta način, torej res konkretno prizadevam, da se z rakom povezane tematike vrnejo na vrh evropske agende ter se bolnikom in preživelim tudi tako zagotovi ta potrebna podpora. Sicer ni prav, da naš zdravstveni sistem šepa na tem področju in da ste bili primorani iti v tovrstno akcijo zbiranja sredstev, tega se zavedamo vsi, vendar si pa lahko samo predstavljamo, koliko ljudem, ki so na te aparature čakali, ste oziroma še boste pomagali. Ravno zato menim, da bi bilo treba ne le doma v Sloveniji, ampak tudi na evropski ravni okrepiti preventivo, raziskave, se osredotočati na individualno medicino ter izboljšati sodelovanje med oblikovalci politik, stroko in raziskovalci. In ob tem je, to moram poudariti, nedvomno nesprejemljivo, da dostop do zdravljenja določata kraj rojstva ali socialni status. Da je spopadanje s težko diagnozo res huda preizkušnja, pa ve skoraj da, oziroma praktično vsakdo od nas, bodi si na podlagi lastne izkušnje, bodi si zaradi izzivov, ki jih prinese bolezen svojca. Človek pri premagovanju bolezni potrebuje veliko notranje moči, ampak potrebuje tudi veliko pomoči bližnjih. Večkrat sem že izpostavila naslednje in pravi, da izpostavim tudi tokrat, s tem bom tudi končala. Nikoli se ne bom nehala boriti za bolnike in njihove družine, zato ker prvič vem, koliko ta bolezen lahko vzame, in drugič, ker je to najmanj, kar lahko kot soodločevalka in sooblikovalka politik storim. Želim vam vse dobro in veliko zdravja. Spoštovana nagrajenca, vljudno vabljena na oder. Ker smo prepričani, da si zaslužita še posebno čast in pozornost, smo v uradni utemeljitvi dodali še nekaj osebne note. Gospo Mileno Remic in gospoda Draga Ivanušo smo prosili, da vaju še malce bolj osebno predstavita. Gospod Ivanuša, začela bi kar z vami. Vi boste predstavili gospoda Sama Zvera, nekaj osebnega, in hvala lepa, gospa Milena Remic, da ste se nam tudi pridružili. Takole kar osrednje prizorišče zavzemite in torej osebno o nagrajencu. Evo, to povem pa utihnem. Najprej čestitam seveda obema. Doktor Zver je moj zdravnik že kar nekaj časa. Malo sem si napisal, bom zelo kratek. Profesor Zver je pri svojem delu zares strasten. Njegova nagnjenost k popolnosti, zavezanost k doseganju nadstandarda pri obravnavi bolnika, njegova naprednost, strokovnost in socialni čut mi kot bolniku dajete pomemben občutek varnosti. Cenim njegovo skromnost in normalnost.
Pri zdravljenju bolezni mu poskušam pomagati po svojih omejenih močeh. Jaz sem se pač odločil, da se bom o svoji bolezni poskušal izobraziti, malce slediti razvoju zdravljenja in tako naprej, vendar sem se pa tudi že na začetku odločil, da se ne bom spuščal dlje od celičnega nivoja. To raje prepuščam dr. Zveru, čeprav tudi o tem nekaj vem, to raje zadržim zase. Bolnik in zdravnik nikoli ne postaneta prava prijatelja. Pa ne, ker se ne bi marala, ampak pač skupaj sprejemata včasih tudi težke odločitve, skupaj krmarita čez nevarne čeri bolezni in se seveda veselita tudi uspehov. A prava prijatelja ne postaneta nikoli. Zakaj? Bolniki s težkimi boleznimi, kot jih zdravi profesor Zver, včasih ozdravijo, včasih pa tudi podležejo in seveda moramo razumeti, kdo bi le prenesel, da bi mu prijatelji prepogosto umirali. Vidite, to je zelo zanimiv odnos. Hkrati zelo intimen, po drugi strani seveda pa je tukaj vedno neka distanca. Obsojena sva na sodelovanje, jaz njemu privoščim užitek in pri delu in uspeh, ne? On pa meni seveda podobno. Zdaj bi pa sam za konec poudaril še dve značilnosti profesor Zvera, ki se mi zdite pa izjemni. To morate vedeti, ena od teh je njegov odnos do svojih podrejenih. Njegov odnos do podrejenih mi bolniki zelo dobro opazimo in ta odnos, kot ga imajo oni na kliniki in v ambulanti, nam daje še dodatno zaupanje in se zaradi tega vsi skupaj bolj počutimo in tudi lažje zdravimo. Se pravi, so zelo prijazni, če pa ni nujno, pa tja ni treba hoditi. Zdaj pa čist na koncu, še sam malenkost, še ena značilnost dr. Zvera je, da je nenormalno zabaven in ima super smisel za humor. Mogoče se vam zdi to odveč, ampak vam moram povedati, da je to zelo pomembna karakteristika, ki nam zelo olajša komunikacijo in v bistvu tudi celo gnjavažo okoli bolezni, no, kratko malo. Še znotraj te značilnosti je to, da se rad šali na svoj račun, kar je pa seveda še bolj zabavno. Zdaj pa čist na koncu bi sam še to povedal, da v naših napetih in čudnih časih imamo nek problem včasih mal med razumevanjem, dojemanjem, kaj je javno, kaj je zasebno in tako naprej. Če nas pred časom s pojavom interneta, če nas je skrbelo za našo privatnost, je pred nami zdaj nasproten problem, da nas skrbi ali pa opažamo nekako razgradnjo javnega, ne samo kar se tiče zdravja, zdravstva, ampak nasplošno. Tu je spopad, kot bi rekel Jean-Jacques Rousseau, med bourgeois in citoyen. Prvi bourgeois je postavljal v ospredje izključno privatni interes in se vidi kot državljan skozi prizmo tega. Drugi citoyen pa je v ospredje postavljal univerzalne interese skupnosti. Profesor Zver je citoyen, je državljan že ves čas. Danes bo to le še uradno potrjeno. Iskrene čestitke in hvala lepa. In prosim še gospod Mileno Remic, ki je podpredsednica Združenja Limfom Levkemija, da nam pove nekaj o nagrajenki Kristini Modic. Kristino Modic sem spoznala pred 15 leti. Bila je moderatorka foruma Kako živeti z rakom. Takrat sem sama odpirala forum Levkemija in presaditev, pa sem ji pisala za nasvete. Tako se je rodilo sodelovanje in kmalu smo skupaj ustanovili Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo. Od takrat s Kristino redno sodelujeva na projektih združenja in mislim, da jo kar dobro poznam. Kristina se ne ustraši nobene naloge. Bom zmogla premagati limfom? Bom, je rekla Kristina. Bomo osnovali združenje bolnikov? Bomo, je rekla.
Bomo dosegli nov hematološki oddelek? Bomo. Bomo speljali nove projekte, kjer se nimamo po kom zgledovati? Bomo. Bomo kupili že to KRT mašino? Bomo. Pa vendar Kristina ne skače na prvo žogo. Stvari se loti s premišljenimi koraki in sodelovanjem. Ko dela, ima cilj stalno pred očmi, zato ga tudi doseže in nikoli ne obupa. Če ne gre po eni poti, bo šlo pa po drugi. Če za koga velja, potem velja za Kristino tisti lepi pregovor. Kjer je volja, tam je pot. In ona jo najde. Tako jo je našla tudi tistega večera, zame osebno tako težkega. Bilo je pred leti. Bila sem doma pri moji mami, ki je v starosti zbolela za limfomom. In ravno tiste dni je začela nenadoma izjemno pešati, kar me je našlo povsem nepripravljeno in obupano. No, mama je šla že spat, po noči pa je imela navado kar v temi in pol snu hoditi na WC. Postalo me je zelo strah, da bo zdaj, ko je tako oslabljena, v temi zagotovo padla. Tuhtala sem, kaj naj storim, kako naj preprečim njen padec, kako naj vso noč ostanem budna, da jo prestrežem. Pa sem poklicala Kristino. Rekla mi je, prižgi luči, pa se po noči ne bo spotaknila. Saj res, prižgi luči. In tako Kristina prižiga luči, dan za dnem, leto za letom. Draga Kristina Modic, spoštovani profesor dr. Zver, tudi jaz vama iskreno čestitam k imenovanju državljana Evrope. Hvala lepa. Spoštovana državljana Evrope, še enkrat torej iskrene čestitke. Medalji vama bo izročila vršilka dolžnosti vodje pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, gospa Nastja Klemenčič Šmit. Cvetje pa vodja projekta Anita Tušar. Nagradi in cvetje sta torej v pravih rokah, v to smo prepričani. Še enkrat iskrene čestitke. Če bi želela še sama kaj dodati, mislim, da so sicer zelo zgovorne že tudi vajine oči, lahko seveda se še na kratko zahvalita in sporočita kaj posebnega ob današnji priložnosti. Izvolite. Najlepša hvala vsem tistim, ki so naju prepoznali, da sva primerna kandidata za to nagrado oziroma za to veliko priznanje. Drugače pa jaz poudarila, da je to priznanje, tako kot že zdaj govorimo, za veliko projektov, ne samo za tega zadnjega. In kar bi želela poudariti je to, da imava midva tudi svoji ekipi, s katerimi sva to dosegla. Tukaj sva izpostavljena midva, ampak delamo pa na vseh teh projektih številni ljudje, številni dajo v to svoje prostovoljske ure, svoje srce, tudi Milena, tudi Jaka, ki sta danes z nami. Tudi ona dva sta zelo veliko pri tem KRT projektu zraven, velike zasluge. Tako da jaz delim, res da je šla v moje roke medalja, ampak jaz jo tako na simbolni ravni delim naprej tudi s svojima kolegoma danes, z Mileno, z Jakatom, z ostalimi kolegi z našega združenja, z Dragom Ivanušo, ki je tudi član našega združenja, pa hkrati je bil izjemno aktiven, vsi vemo, s pomočjo njega se je ta akcija začela, pa delim številnimi drugimi našimi bolniki in člani združenja, ki so se aktivirali in ki se aktivirajo tudi pri ostalih drugih akcijah, ki so se izpostavili s svojimi osebnimi zgodbami, da smo lahko nagovorili javnost. Pa seveda mediji so tukaj odigrali veliko vlogo in so vedno naši zelo pomembni in dobri partnerji v projektih. Brez medijev ne bi prišli, ne bi ozaveščali, ne bi mogli priti do ljudi.
tudi do naših bolnikov. Tako da hvala vsem. Zelo veliko mi pomeni ta nagrada, ki jo pa, tako kot sem rekla, na simbolni ravni delim naprej z mojimi kolegi in z bolniki s krvnimi raki. Hvala lepa, gospa Kristina Modic. Profesor dr. Samo Zver. Končno, da imam mikrofon v roki, ne. Sem bil zelo težko tih ves čas. Tako da, če naredim za nazaj, preden rečem hvala, nekaj sem se naučil. Ob torkih pol v ambulanti, pol boste igrali tam, ki je na odvzemu, vi štirje, ne? Ne, to spada zraven. Pa še to bi rekel vprašanje, če Drago sploh rab zdravnika, ne, nazadnje je dobil navodila za eno terapijo, ustna pa napisana, pa jih je na srečo slabo razumel, pa vzel 3-krat to, kot je tam pisal. Pa izjemno učinkovito, ne, mu je pomagal bolj kot 1000 obiskov pri meni, ne. Tako da je samo zdravilec in samo izumitelj tudi na teh področjih, ne. Drugo, če grem potem naprej, tam med okroglo mizo, tudi tam sem težko tih, ne. Mogoče samo da rečem, da znanosti v bolnici, kjer delam, je vse manj, ker enostavno taka ustanova ima pedagoško delo, ima znanost in ima delo z bolniki, delamo praktično samo bolnike. Pokazali so te trenutki in časi, da je naš kader naštiman na povsem normalne razmere, čim pride ena majhna sapica, nas vrže iz tira in smo gotovi, a ne, tako da. Srečo imamo inštitucije, kot so Romanova, ne, Kemijski inštitut, pa Jožef Štefan, pa da ne naštevam naprej, a ne, kjer to nekako še držijo po koncu, ne, mi v bolnišnicah pa, kar se znanosti tiče, po domač povedano crkujemo. O tem opozarjamo tudi s profesorjem Frasom pa profesor Blincem, a ne, pa jaz smo se tudi parkrat izpostavili, ampak pešamo in če ne bo to stvari se v kratkem obrnile, se več ne bomo imeli kaj pogovarjati o znanosti, to zadevno. Bi pa opozoril še na eno stvar, kot istočnico zdaj, ko so tukaj kamere, a ne. Namreč vedno več ljudi pozdravimo, a ne. To so tudi mladi ljudje, ki komaj začenjajo svojo pot, dobijo svoje otroke potem in tako naprej. In kaj se dogaja? Rak je neke vrste stigma, ne? In te ljudje so zdravljeni, potem pa ne dobijo službe in nimajo nikogar, ki se ukvarja za socialno rehabilitacijo teh ljudi, a ne? Ki bi jim zagotovil socialno vključitev nazaj. Ker smisel tega zdravljenja je, da postaneš samooskrben, neodvisen od svojih staršev, bratov, sester in tako naprej. Tega nimamo. In te ljudje, ko jih mi porihtamo, ko končajo ta peko zdravljenja, ko se jih mi lotimo, ne, nimajo vrnitve v normalni svet, verjetno marsikdo da roko tudi nad sebe iz tega naslova, ne. To. Pa še par stvari sem hotel povedati, pa sem na srečo pozabil, tako da bom nehal. Težko grem od tega mikrofona, rad bi se zahvalil vsem, ki so bili karkoli udeleženi v akciji, začenši, a ne, s tabo, Drago, a ne, kjer sva se večkrat o tem pogovarjala in potem tudi dejansko smo to udejali na en tak lep način o pomoči, seveda združenja in vseh naprej in nazaj, da se ne ponavljam naprej. Rad bi povedal, da je to, za tem stoji konzorcij širok, ne samo klinični oddelek za hematologijo, tudi Romanov Kemijski inštitut, je zadnji zavod za transfuzijsko medicino, pa inštitut za mikrobiologijo, kjer delajo tudi ogromno delo na tem področju. Profesor Petrovec, profesor Ihan. V veselje in čas mi je delati s takimi ljudmi in mislim, da če so taki ljudje zraven, da ne more stvar ne ratati. So sicer zapleti, takšni drugačni, recimo zdaj nazadnje, ko delajo čiste sobe na mikrobiologiji, so problemi za čipi, ne, kar slišim, da je globalni COVID problem, ki se prevedejo spet v zamudo meseca, dveh pri dobavi nekaterih elementov. Tako da
postanem ne samo zdravnik, ampak tudi izveden za vse mogoče tehnične vprašanja. Tako da bi to počasi zaključil, ampak ne dvomim, da bodo te stvari uspele. Je pa tako, vedeti se moramo nekaj, da vseh stvari v Sloveniji ne bomo mogli imeti, ker enostavno nimamo denarja, ampak nekaj bomo pa lahko imeli. In na nas je, da se odločimo, kaj je tisto, kar rabimo. In mislim, da je treba stremeti k temu, da se en širok konzorcij ljudi formira, ki bojo znali to presoditi. Različnih, ne samo medicinskih ved in strok, ker smo premajhni, da bi lahko imeli vse, kar je. Je pa še nekaj, kar se mi zdi res narobe, pa s temi besedami res končam. Ta epidemija COVID je pokazala, da je med nami veliko skosrčnosti, nezmožnosti pogledati koga drugega, kar ni prav. In mislim, da moramo začeti delati tudi na tem, če hočemo kot narod iti naprej in prosperirati. To je hvala, in nažalost ne mogli poslušati malo dlje, ampak tako zelo težko dam tole iz rok. Vam bom pomagala. Hvala lepa, vzemite medaljo in cvetje. To je več kot zasluženo za danes. In verjamem, da bodo tudi vajna opozorila, spoštovana nagrajenca, našla prave naslovnike in da se ne boste utrudila v svojih prizadevanjih za dobro. Hvala lepa in še enkrat torej iskrene čestitke. In hvala vsem, ki ste nas spremljali. Lepo popoldne še naprej.